Lahko morda nekaj več poveste o pomenu psihoedukacije, zlasti pri otrocih, za katere starši menijo, da jim zagotovijo ustrezno psihološko podporo zaradi njihovih težav. V resnici pa se v tem času, ko otroci tovrstno podporo, ki seveda ni klinično usmerjena, ko to dobivajo, se v bistvu njihove težave in stiske nadgrajujejo. Pogosto se v praksi nekje urgence, kjer mi sprejemamo otroke iz cele Slovenije, praktično srečujemo z starši in otroki, kjer niso bile naslovljene prave težave. Starši v stiski so seveda iskali pomoč, imeli so neko pomoč, kjer v bistvu ni bila adekvatna, niso bile prepoznane resne, diagnosticirane resne duševne težave, ki so bile v ozadju. Težava je, ko tak otrok pride k nam na urgenco, kaj naprej, ker neko obdobje je preteklo, otrok je nefunkcionalen, ugotovilo so se neka vedenja, neke psihopatologije. Skrbi nas dostikrat, da ob tem, ko ima otrok, ki je nefunkcionalen, negativne izkušnje, tako znotraj družine, tako v širši socialni okolici, tako v šoli, se ob tem začne pojavljati tako imenovana sekundarna psihopatologija. Pri otrocih se nacepi depresivna simptomatika, anksiozna simptomatika se poglobi, pride do samopoškodovalnega vedenja, do samomorilnosti, do vedenjske simptomatike. Ko tak otrok pride na urgenco in to obdobje že nekaj traje, je veliko težje zdraviti takega otroka. Stvari so se že zgodile. Naši ukrepi so, bi rekel, manj učinkoviti. Bi bomo tega otroka seveda obravnavali, da v tem vidim problem. To me zelo jezi in frustrira, ob tem, da osebe, ki so vodile te otroke, tega ne vidijo, niti kasneje ne nosijo odgovornosti. Ampak taki otroci, da bi vi v ambulanto, v urgenco, jih usmerjamo naprej, ali pa tudi obravnavamo in jih prevzamemo. Ja. Podobno mene skrbi, da se lahko, vse to sem že prej poudarila, o tem, da se izvajajo neki postopki, ki niso naslovljeni na ta prave rešitve. V bistvu v tem času simptomi osnovne motnje jačajo in če niso pravilno prepoznani in nimajo pravega imena in niso starši in šola in celo okolje pravilno psihoeducirani, potem lahko pride do poglabljanja teh težav. Psihoedukacija je v bistvu ključna, dostikrat starši tudi olajša, da vejo, zakaj gre, da vejo, kaj to pomeni. Jih opolnomoči. Tako. Ja. Da vejo, kaj početi na nek način, vejo, da se lahko ponovno k nam zatečejo po pomoč in na nek način olajšajo in so hvaležni. In da jim povemo, kaj se dela, kaj ne delajo, katere stvari pomagajo in katere vedenje oziroma katere stvari se ne spodbuja in krepi. Tako da to je zelo ključno obravnavo. In to je pravzaprav tudi zelo nazoren prikaz tega, kaj se utegne zgoditi, če bo zakon sprejet v nespremenjeni obliki in če se bodo tovrstne težave otrok, mladostnikov še naprej reševale po tej poti, ki je več kot očitno napačna.